Športna dvorana Slovenske Konjice letos praznuje svoj 20. rojstni dan. V 20 letih se je v tej športni dvorani zvrstilo mnogo športnih in kulturnih prireditev, kar 20 generacij šolarjev in 9 generacij gimnazijcev je v njej obiskovalo športno vzgojo, športna društva so pridno trenirala in tekmovala, rekreativne skupine pa so se sproščale in družile ob različnih športnih panogah. Tako že 20 let bogati življenja Konjičanov in mnogih ostalih. V sodelovanju s Košarkarsko zvezo Slovenije so se ob tem jubileju odločili organizirati dve mednarodni tekmi, in sicer najprej ob 18. uri kvalifikacijsko srečanje slovenske ženske članske reprezentance, ki je zaigrala proti Nizozemski, in ob 20:30 še pripravljalna tekma za Evropsko prvenstvo mlajših članov Slovenija proti Hrvaški. Slovenska košarka se po 20 letih torej častno zopet vrača tja, kjer se je nekoč vse začelo. Ta dan je bil posvečen spominu na prvo meddržavno tekmo slovenske članske reprezentance v zgodovini slovenske košarkarske izbrane vrste. 20. maja 1992 je namreč slovenska moška reprezentanca, tedaj pod vodstvom Zmaga Sagadina, v Slovenskih Konjicah proti Hrvaški odigrala prvo tekmo pod slovensko zastavo in s 93:74 klonila pred Hrvaško, ki je pričakovano visoko slavila. Za Hrvate, ki so nekoliko pozneje na olimpijskih igrah v Barceloni osvojili celo srebrno odličje, so tedaj igrali superzvezdniki, kot so Dražen Petrović, ki je bil tudi kapetan moštva, Dino Radža, Toni Kukoč in Velimir Perasović. Selektor je bil legendarni jugoslovanski center Petar Skansi. Vzdušje na konjiških polnih tribunah je bilo odlično. Ravno pravšnje za dve zmagi, eno članic in drugo mlajših članov. Košarkarice slovenske ženske članske reprezentance so na tretji tekmi v kvalifikacijah za Eurobasket 2013 tretjič zapisale 2 točki. Naša dekleta so bila boljša od Nizozemk. Končni rezultat proti Nizozemski je 68:52. Najboljša strelka pa Nika Barić z 18 točkami, sledi ji Maja Erkić z 12 točkami in 5 skoki. Slovenska ženska članska reprezentanca je torej z odliko opravila tudi s tretjim tekmecem v kvalifikacijah za nastop na Evropskem prvenstvu, ki ga prihodnje leto gosti Francija. Izbranke Borisa Zrinskega, ki je bil pred leti tudi selektor moške izbrane vrste, so z 68:52 ugnale Nizozemke. Slovenke so tako še neporažene in so na dobri poti, da se prvič v zgodovini uvrstijo na turnir najboljših ekip stare celine. V spomin sta se na prijateljskem srečanju pomerili reprezentanci mlajših članov Slovenije in Hrvaške. S 83:69 so bili od vrstnikov tokrat boljši Slovenci. Slovenska reprezentanca do 20 let, ki jo vodi Zmago Sagadin, je tako na 5. pripravljalni tekmi zabeležila 4. zmago. Najboljši strelec tekme je bil Klemen Prepelič z 20 točkami. Slovenski trener z največ trofejami ima z mlajšimi člani na prihajajočem Evropskem prvenstvu visoke cilje. Da bi jih dosegli, temu primerno reprezentančni kandidati tudi trdo delajo in Zmago Sagadin verjame, da bodo iz tekme v tekmo in iz tedna v teden igrali bolje. Vse sile in moči pa so tempirane na 12. julij, ko se začne Evropsko prvenstvo. Direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice Samo Pinter je vsem zbranim na kratko predstavil dejavnosti v športni dvorani v 20 letih, ki so na svoj način promovirale mesto v regiji in širše po Sloveniji. Vse to je bilo možno predvsem in le zaradi posluha upravljavcev in lastnikov, ki so objekt vsa ta leta vzdrževali v dobri kondiciji in je tako še danes v ponos mestu in občini. Župan občine Slovenske Konjice Miran Gorinšek je Zavodu za šport zaželel iskrene čestitke ob častitljivem jubileju, se zahvalil za minulo obdobje in sodelovanje. Vsa ta leta so bili zelo uspešni pri povezovanju in koordinaciji športa, predvsem mladih športnikov v domačem kraju, ki bodo lahko vedno ponosni stopali po svojih športnih poteh.